Lepo pozdravljeni. Prejšnji teden je državni zbor obravnaval in sprejel nekaj predlogov. Na Nizozemskem so prepovedali nošenje pokrival muslimank v javnih institucijah in prevozih. Na Irskem so na referendumu potrdili legalizacijo porok istospolnih parov. V več kot 40 državah se je odvijal protest proti mednarodni korporaciji Monsanto ter njenim genetsko spremenjenim pridelkom in pesticidom. Letošnjo Evrovizijo, na kateri je zmagala Švedska, so gluhi prvič v zgodovini lahko spremljali v znakovnem jeziku. Ostanite z nami. Državni zbor je obravnaval predlog zakona o davčnem potrjevanju računov in sklenil, da ga pošlje v nadaljnji postopek. Zakon o davčnem potrjevanju računov uvaja davčne blagajne. Z njimi bodo morali biti opremljeni vsi, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju. Davčne blagajne naj bi pripomogle k zmanjševanju sive ekonomije. Predvidene so tudi kazni za kupce, ki računa za kupljeno blago ne bodo vzeli in zadržali do odhoda iz poslovnega prostora oziroma do poteka garancijske dobe. Vlada je sprejela predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju. Po novem izvršba na minimalno plačo ni več mogoča, kar pomeni, da v primeru izvršbe ostane dolžniku minimalni varovani znesek, to je 604,35 evra. Sindikati so opozorili, da je potekel rok varčevalnih ukrepov, med katerimi je tudi omejitev regresa v podjetjih, v katerih ima država najmanj 25% delež, in zahtevajo, da bi morala podjetja letos regres izplačati skladno s kolektivnimi pogodbami, saj je večina regres dobila v višini minimalne bruto plače, kar je 790 evrov bruto. Pravna mnenja o tem, kdaj višji regres, ali letos ali šele prihodnje leto, so različna. Nizozemska vlada je prepovedala nošenje ženskih muslimanskih pokrival v šolah, bolnišnicah, vladnih poslopjih in v javnem prometu. To odločitev mora potrditi še parlament. V javnih institucijah bodo morale ženske imeti vidne obraze, le na ulicah lahko nosijo pokrivala, ki zakrivajo celoten obraz, razen oči. Kazen za kršiteljice bo 405 evrov. Na Nizozemskem burke nosi približno 100 do 500 žensk. Sosednji državi, Francija in Belgija, imata strožja pravila, saj je nošenje ženskih muslimanskih pokrival v javnosti v celoti prepovedano. Na Irskem je 62% volivcev podprlo referendum za legalizacijo porok istospolnih parov. Središče Dublina je preplavila množica istospolnih parov in njihovih podpornikov, ki so praznovali to zgodovinsko odločitev. Irska, katere največ prebivalcev je katoličanov, bo s tem postala prva država, ki je istospolne poroke dopustila po odločanju na referendumu. Leta 2010 so na Irskem uzakonili civilno partnerstvo in priznali zvezo med homoseksualci. V več kot 400 mestih v 40 državah se je odvijal protest proti ameriški biotehnološki korporaciji Monsanto ter njenim genetsko spremenjenim pridelkom in pesticidom. Protestniki po vsem svetu so zahtevali, da se Monsanto umakne iz njihove države
in ustavi predelavo genetsko spremenjene hrane. Monsanto so obtožili tudi bioterorizma, saj je Svetovna zdravstvena organizacija pred kratkim njihovo glavno sestavino označila za verjetno rakotvorno za ljudi. V soboto 23. maja se je odvijal finalni izbor 60. Evrovizije. Prvič v zgodovini so lahko to popularno glasbeno prireditev spremljali tudi gluhi gledalci neposredno prek televizijskih zaslonov in spletnih strani, kajti celotna Evrovizija, vključno s 27 popevkami, je bila tolmačena v mednarodno kretnjo. Pri projektu je sodelovalo 5 gluhih moderatorjev in en slišeč tolmač. Avstrijska televizija je za projekt tolmačenja namenila 140 tisoč evrov. Neposredni prenos Evrovizije v mednarodni kretnji je omogočila tudi RTV Slovenija, in sicer prek svoje spletne strani. Ponovitev Evrovizije s tolmačem in s podnapisi pa bo v soboto na drugem programu TV Slovenija s pričetkom ob 9. uri. Za tiste, ki še ne veste, zmagal je Šved Mans Zimmerlov s pesmijo Heroes, junaki. Slovenska predstavnica duo Marej pa sta se uvrstila na 14. mesto. To je bilo za danes vse. Nasvidenje prihodnji teden.